Maham Padreosani, Tanaim Vishenteleko. Dakar kasijo je še zmeri travnik, če bodo odpestili, da ne bodo ni ti kasili, tu se bo vse zaraslo. Tu se bo zaraslo. Zdaj vidim tam na njivi, ali pa ne se tiči, ali ne vem, kdo pa ne se reče, pari kako je tu, ali je habrovno, ali je seno mlad, ali kaj tašnega, ker se gre na njivi. In poli počasi se bo rabida, akacije, tu se bo vse zaraslo. Smo bili zelo povezani s travniki, tako da vse travniške površine, zlasti košenice, so bile redno vzdrževane. Vse grmovje, ki je od zidov rilno v sam travnik, so preko zime, preko jeseni in zime kmetje to redno čistili. Tako da vzdrževanje travnikov je bilo na prvem mestu za posamezne kmetije. Zaraščanja praktično nismo poznali. Takrat je kmet bil, bi rekel, skoraj redni in najcenejši vzdrževalec krajine, travnikov, košenic in pašnikov. Niso pustili, da se bi zraslo. Zdaj je zapuščeno to, da včasih ni bilo drevja ob cesti in tako, ne? Je bilo bolj holo. Zdaj ga ni nobenega. Zdaj ni živine, ni ljudi, ni nič, ne? V vasi zadnjih 30 let ni bilo kmetijstva, vas je bila praktično prazna, tudi izredno malo površin, ki se še niso zrasle. Spomnim se zgodbe, ko sem pred 5 leti nono enkrat peljal po teh kraških majnah in ko smo prišla na sredo naše gmajne, ki rečemo, rekla, nona, Marko, kje pa smo? Nona, ki je rojena tle, ona ni vedela, kje je, ker to je vse, to je gost danes, ne? Včasih je bilo to vse pokošeno, vsi hribi so bili ročno pokošeni, ne? Danes je pa to praktično gost in površin za pašo je, bom rekel, minimalno, ne? Tega so ljudje, je bila še držina, ne je bilo toliko služba in pol je ratlo zmeri manj, otroci so šli študirati in pol so se oženili kamorkoli, kamor so bili partnerje in tako pol je ratlo zmeri bil majhna vas. Kras je svojo vegetacijo skozi tisočletja večkrat spremenil pod vplivom človeka. In zadnja takšna preobrazba se je zgodila v drugi polovici 20. stoletja in v začetku 21. ko se je nekoč odprta kraška krajina praktično povsem zarasla. In s tem zaraščanjem izginjajo tudi suhi travniki, mozaična krajina in prav ti suhi travniki so ti, ki podpirajo izjemno biodiverziteto krasa. Tukaj najdemo na enem travniku tudi 150 vrst rastlin, skupaj pa jih je, mislim, da blizu 800 znanih z tega območja. Te rastline potem gostijo 1800 vrst metuljev, mislim, da najdemo v širšem območju, in določene vrste ptic in tako naprej. Skratka, mnogo vrst rastlin in živali, mnoge med katerimi so pomembne tudi v evropskem merilu, je vezanih na odprto krajino in ta krajina izginja. Izginja pa zaradi tega, ker se je zgodil zelo dramatičen obrat populacije na Krasu. Iz praktično 95% kmečkega prebivalstva se je zgodil obrat na nekaj odstotkov, manj kot 5.
Nekoč so bili skratka kmetje vsi, danes pa nihče. Nekoč je bila to kmetijska krajina, kjer se je na veliko paslo, danes pa je živinoreja izginila. In vse to se je v krajini odrazilo tako, da se je zarasla. Na Krasu pač je močno zaraščanje. Ko sem jaz začel, je bila črna žolna kot tipična gozdna vrsta. Ekstremno redka, pod kraški rob recimo sploh ni prišla, zdaj je to vrsta Istre, celotnega Krasa. Skratka, Kras je v zadnjih 30 letih ekstremno zarastel. Ene vrste so prišle, medtem ko vrste, po katerih je Kras poznan in naravovarstveno pomemben, so pa v glavnem vrste odprtih travišč, osteni, sprav tukaj izstopajo vrste, bi rekel, skalovji, pa vrste ekstenzivnih travnikov, pašnikov. In tem se pa areal na Krasu krči, recimo vrtnega strnada lahko zdajle v naslednjih letih izgubimo. Tukaj je več tisoč glava populacija zginila praktično v nekaj desetletjih. Težava je v tem, da so naši kraški travniki pravzaprav vsi bolj ali manj človeškega izvora. Ker vsi travniki, ki se nahajajo pod gozdno mejo, večina, jih je ustvaril človek in jih je človek tudi vzdrževal. Ravno zaradi tega, ker imamo tukaj tako veliko količino padavin, da kolikor človek to ne upravlja s temi travniki, recimo na travnikom prijazen način, na ekstenzivno košnjo, ekstenzivno pašo, se ti travniki čisto po naravni poti zdaj zaraščajo. Tipične kraške rastline so pravzaprav stepske rastline. Te rastline se na kraških travnikih, v kraških travnikih našega submediteranskega sveta pojavljajo kakšnih 15-20 tisoč let in so ostanek ledenih dob, takratne stepske flore, ker so takrat razmere na našem območju bile zelo podobne razmeram v današnjih stepah, so zaradi teh podobnih razmer tudi te rastline iz vzhoda pripotovale na zahod, na te naše kraške travnike. In tipične kraške rastline so recimo potonike, ki imajo največje cvetove v slovenski flori, so pa stepske rastline recimo. Potem so tipični primer so kraški kosmatinci, rod pulsatila, ki so ponovno stepske rastline. Cela kupica trav, ki se pojavlja na naših kraških travnikih, so pravzaprav rastline stepskega izvora in tako naprej. Zanimivo je, da paradni konji našega Krasa, kot so recimo jesenček in tako naprej, so pravzaprav že znanilke zaraščanja Krasa. Čakaj, kakšno noter bo šla z avtom, se je vse zaraščeno. Tudi je bilo vse naše, tu vse naše je bilo, do železance. Prav je, da se kaj ve, če ne se ne ve, nikoli neč. Parcele so bile vse omejene, kreganja ni bilo, je pa vedno v vasi so bili najmanj 2-3 ljudje, ki so točno vedeli, so rekli, ti bom ja šel pokazati, kje je tvoja parcela, do kje lahko greš in tako naprej. In so šli pokazati, ampak to so predvsem poznali ljudje, ki so bili dnevno na travnikih, pašnikih in ker so od tega živeli in so svoje parcele vedno obiskovali, ker se dogaja, da imaš eno parcelo na južnem koncu vasi, drugo na severnem koncu vasi, ali pa na vzhod ali zahod, kot da je bila to razparceliranost je bila zelo velika. Nona, kje je meja parcele, kje označam? Te pa vse ni. No in ta mladi, tisti, ki prevzema, jim pač gre nekdo pokazati. No, sej do parcel še pridejo, ne? Do parcel pa treba nekaj delati, takrat je pa zmanjka, ne? Tako da za lastnino se ljudje še pozanimajo, ne? In nekateri tudi znajo ceniti te površine, predvsem njivske, dobre travnike, to je pri hiši vredno, imajo za vrednost in cenijo to zadevo, ne? Je pa problem z oddaljenimi tankimi košenicami, ki so se zarasle z revnim kraškim gozdom, ki ga enkrat posekaš, pa ne moraš čakati 100 let, da ti spet ponovno zraste, tako da te površine, rekel, so manj obiskane ali pa so ljudje rekli, kaj bomo hodili gledati, ker tam itak nič ne zrase, ne? Tako da je tudi ta občutek prisoten, no. Ta parcela naprej smo pasli kot otroci, je bila gola, oziroma lahko 10% poraščena, tam bi tam kakšen bor, ko je mora biti zdaj veljak, ne. In je sprememba velika, ne. Imamo sliko malega dola,
od leta 1915-17, samo kamne vidiš na črno-belih posnetkih, enega dreva, enega bora, tu se reče 110 let. No, jaz sem bil lih toliko star, da nisem še bil poklican v to pogozdovanje, vendar starejši letniki, ne, ko so bili stari tam 13-14 let, so jih že povabili, da so šli na pogozdovanje. Ne, in nekateri so od tega pogozdovanja tudi dobili kakšen sold, da so jih plačali, ne, in so bili zelo veseli in ker so bili skromni in vsak sold, ki so ga takrat dobili, jim je prišel prav. Ne. Beja pa povedati, dekleta, ki so bile stare tam 15-16 let, ko so cel dan bile na kolenih, kopale te luknje za posaditev tega bora, ne, ki je bilo to hudo, mrez je bil, malce ni bilo, včasih jih je tudi dež pregnal in tako naprej, skratka, ni bilo ravno prijetno delo, ker oblečeni in obuti so bili skromno, takrat ni bilo vseh teh oblek, čevljev in dežnih plaščev in vsega, kar je danes, ne, tako da je bilo to hudo. Drugače pa s tem borovcem nismo bili mi najbolj zadovoljni in ga ne maramo tudi danes, ne. Lahko ga opeve, kakorkoli, ampak na nekaterih površinah ne bi ostal, ker med tistimi skalami, ki drugega ne zrase, vendar takrat, ko pa zanese njegovo seme na travnike in ni pa prijetno, ne, in ga treba držati tam v omejenem obsegu, no. Kraška krajina je takšna, kot je zaradi človeka. Brez človeka bi tu rastel hrastov gozd. Tako kot smo videli danes en hrast. Hraste takšne debeline, kot so nekoč rasti na Krasu, bi lahko prešteli na prste ene roke danes. Se pravi, ta krajina je že usodno zaznamovana s človekom, brez človeka je ni. In tudi njeno zaraščanje je pač posledica človeka. In to, kar smo mi danes delali tukaj, je, da smo se dobili z kmeti, ki so se vključili v projekt in se zavezali, da bodo spet izkrčili dele teh zaraščenih površin in na njih postavili neko trajnosten način kmetijske rabe. V večini primerov preko živinoreje. Ja, brez živali ne more biti. To sem tako malo zaokrožen, zdaj sem par let penzij, sem rekel, da bom to malo bolj, ne. Samo, ne vem, še par let, no. No in zdaj to je isto, zadeve te potehnejo noter, ne. Za nafto bo in drugo je za zdravje. Ja, in krajina bo lepša. Rečemo, da bo. Imamo praktično enega kmeta, ki ima kar nekaj, bi rekel, tam okrog 60 glav živine, ima ovce, ima koze. No, odločili smo se pa za krčiti gozd, ker tu nam preveč zarašča, vse je poraslo, ni več pašnikov, ni več. Sicer so tudi potrebe manjše, samo še zmeraj delamo na tem, da bi pašniki ostali in da ne gre vse v pozabo in da ne vse zarase. Vsaka kmetijska raba ni primerna za naravo in lahko tudi preveč intenzivna in neprimerna kmetijska raba ogrozi biodiverziteto pač na drugačen način, kot je zaraščanje. In prav zaradi tega sodelovanje s kmeti pritegujemo tudi po eni strani kmetijsko svetovalno službo in po drugi strani Zavod za varstvo narave Republike Slovenije z zunanjimi sodelavci, strokovnjaki za metulje, ptice, rastline in tako naprej. Zato, da skupaj zgradimo neko maso znanja, iz katere se da potem črpati koristen način rabe zemlje. Odpiranje gozdnih površin je za kraške travnike nujno. In tisto, kar daje identiteto temu prostoru, niso ti gozdni sastoji, te šikare recimo, v tem kontekstu, ne temi prostori, ampak so kraški travniki. Je pa potrebno zmeraj paziti, da se nam ne dogaja to, kar se v zadnjimi časi dogaja, da imamo štale na odprtem. Kamor se živali spusti noter v ograjen prostor, te živali so tam noter celo leto praktično in te travnike prepašajo in pregnojijo. In to je ponavadi smrt za en kraški travnik, ker teh nutrientov je na enoto površine toliko, da si tista tipična kraška flora več ne opomore. Tista idealna stvar seveda bi bila čreda s pastirjem in tu pregonsko pašništvo, kakor je tukaj funkcioniralo. Pasle so živali zunaj, zvečer so jih pa poti v štale, ponavadi s kravami v lutku. Z ovcami, ovce se še dalo pustiti, ampak krave se pa zmeraj gnalo v štale. Definitivno so vsa prizadevanja za razgozdevanje super, ker na Krasu je ena največjih groženj biodiverziteti, pticam in vsem, bi rekel,
povezani s tem je zaraščanje krasa in izgubljanje, bi rekel, tradicionalnih ekstenzivnih travišč, ki so bila v veliki meri upravljena s pašo. In to, da so spet pobude, da se paša širi, to ornitologi močno pozdravljamo. Ne glede na to, a gre zdaj za pašo drobnice, vemo, koze bi bile najbolj učinkovite pri hitrem razgozdovanju, ampak mi recimo pozdravljamo tudi konje, ker se kaže, da tudi paša s konji, čeprav ni bila kle tradicionalna, vrača neko travinje. Zdaj, tisto, ki je najbolj zaželjeno z vidika varstva ptičev, zelo ekstenzivna paša, vseeno pa toliko močna, da se ne zarašča. Se pravi, mi vidimo gole površine, negozdne površine kot tiste prioritetne, ta hip na Krasu, ki so ogrožene čisto zaradi opuščanja rabe. Jasno, v gozdu tudi živijo ptice, ampak te imajo očitno tukaj ogromno habitata, manjka nam pa habitata za hribskega škarjanca, za smrdokavro, za vrtnega strnada, ki smo ga s Krasa že skoraj popolnoma izgubili. Tako da jaz ekstremno pozdravljam te prizadevanja in se mi zdi fino. Če imaš veselje, kaj za delati, za kaj očistiti, napraviti, moraš tudi vsega plačati. No, tako, zastojni in to ni nič več. Mi v mladosti smo pomagali eden drugimi, sorodniki, prijatelji, veščani, zdaj tu je zmeraj manj, dejansko. In mi gremo tudi tiste leta, zdaj, ko ne moramo več delati, smo delali 50 let, zdaj tako glava bi delala, miselnost bi delala enako, se strinjam, ma fizično nismo sposobni več delati, Sprejemali ste tu, je res ali ne? No, tako. Delo v naravi mi je vedno predstavljalo nek tak sproščujoč moment. Vem, da so živali stalno na paši, rabimo veliko površin. Zdaj koze imajo izredno rade grmovje, listje, medtem ko ovce pretežno travo, malo tudi gor ima pretežno travo. Vsako leto več, kot je pašnik pašen, bolj se lepo čisti in potem malo treba tudi seveda še pomagati, da se in toliko ščisti, potem pa že v bistvu same vzdržujejo, ni več potrebno nekih naših posegov dodatnih noter v pašnik. Kar večino sestavin probamo predelati na naši kmetiji, ostalo se pa poslužujemo ostalih kmetij, recimo Čirčevi s njihovimi siri, mlečnimi izdelki na splošno, pa karkoli, v Braniku, kakšen krompirček, kaj takega. Probamo vse čim bolj lokalno, tako kot sem že nekoč rekel, iz pašnika na ognjišča. Kadi so ljudje delati na voni na zraki in so bili zdravi, ima tudi zdaj. So po pisarnah, če ti do cajta sediš v pisarni, te začne boleti noge, te začne boleti hrbet, ki se ne razgibaš. Kaj so bili ljudje bolj naravi, so se bolj razgibali. Nek kmetijski proizvod se da prodati za ceno N ali pa za ceno N krat 10 000. In razlika med njimi je po eni strani zgodba, po drugi strani pa način pridelovanja tega. In zato na Krasu obstaja posluh, obstaja tržišče, pri katerem lahko Zavod za varstvo narave z zadovoljstvom ugotavlja, da diverziteta v krajini se ohranja in raste, in pri katerem lahko vsi skupaj ugotavljamo, da je mozaična krajina Krasa, najstarejša kulturna krajina v Evropi, še tu, še z nami, da jo ohranjamo za prihodne rodove in da ne izginja. Bomo čistili, ali z mulčerji na roke, z škarje, z motorko, da ohranimo tisto pač, ko je bilo včasih. Vse za naprej, za 5, 10, za 20 let, kaj bo, če smo pošteni, ne ve nobeden, prav, ali 30. Če so bo dobo, kaj še mlado bo delo, tu je drugo, ne? Z zemlje mi živimo. Če mi ne bomo ohranili zemljo lepo, zdravo, prihodnosti ne bomo imeli.